Predlagam, da začnemo, ura je 5 popoldne. Začnemo z današnjo sejo občinskega sveta. Upravičil se je Ožbej Pori. Lep pozdrav, Liza, otroci rastejo, vidim. Ostali smo tu. Pred vami je dnevni red 23. redne seje. Smo pri točki 3. Pregled in potrditev dnevnega reda. Želi kdo razpravljati o dnevnem redu? Razpravljamo o dnevnem redu, ne o čem drugem. Prosim, ne. Potem dajem na glasovanje dnevni red. Kdo je za sprejem dnevnega reda, ki je pred vami? Hvala, vsi za. Smo pri točki 3. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje ter 30. in 31. dopisne seje. Pripomb ni bilo ne ustnih, ne pisnih. Dajem v razpravo zapisnik, vse 3 zapisnike. Želi kdo razpravljati o zapisniku? Če ne želi, potem dajem na glasovanje potrditev zapisnika 22. redne in 30. in 31. dopisne seje. Kdo je za sprejem potrditev zapisnikov? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 4. Predlog odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2026 v skladu s 96. členom poslovnika občinskega sveta občine Prevalje. Prosim, Veronika, za kratko obrazložitev. Dopolnjen predlog proračuna za leto 2026. Javna razprava predloga proračuna za občino Prevalje za leto 2026 je trajala do petka 9.1.2026. V tem času so delovna telesa obravnavala predlog proračuna občine Prevalje. Pripomb na odborih ni bilo. Prijeli smo eno pisno pripombo kulturnega društva Mohorjan in en ustno pripombo za športni objekt Kleše. Na podlagi 96. člena poslovnika občinskega sveta občine Prevalje smo pripravili dopolnjen predlog proračuna. Upoštevali smo izhodišča nadaljevanje že začetih projektov v letu 2025. To gre za projekt ureditev parka Prevalje, potem konzorcij samooskrbe z električno energijo iz sončnih energije, potem ureditev križišča Poljana z rekonstrukcijo glavne ceste, projekt okolju prijazna Mežiška dolina faza 2, regijski sistem e-koles, potem park Poljana, projektna dokumentacija, novogradnja vrtca Prizidek, projekt sožitje generacij za vsakogar nekaj, prostorsko izvedbeni pogoji, potem redni programi sanacije po poplavah 2023. Novi projekti v letu 2026, kanalizacija Štopar Poljana, čistilna naprava Šentanev, kulturna dediščina in turizem Brusnikova bajta in kolesarski pologon Pumptrack Prevalje. Razlike med predlogom proračuna za leto 2026 in dopolnjenim predlogom proračuna za leto 2026 ste že prijeli v gradivo in ste lahko že pogledali. Proračun je investicijsko naravnan, kar pomeni, da je 75,33% namenjeno za investicije. Skupni prihodki so planirani v višini 33 milijonov 596 tisoč, ki so sestavljeni iz tekočih prihodkov, davčnih in nedavčnih prihodkov, kapitalskih prihodkov, prijetih donacij in transfernih prihodkov in prijeta sredstva iz EU. Predlog odhodkov znaša 33 milijonov 135 tisoč, ki so sestavljene iz tekočih odhodkov, tekočih transferjev, investicijskih odhodkov in investicijskih transferjev. Razlika med prihodki in odhodki je presežek 461 tisoč 560 in se še poveča z najetjem
predvidenega dolgoročnega kredita v višini 1.399.000 za investicijo v proračunu in se zmanjša z odplačili dolga v višini 2.752.000 in se uskladi s preostankom sredstev iz leta 2025 v višini 894.667, tako da je predlog proračuna usklajen. Kratkoročni kredit v višini 2.130.000 smo najeli že v letu 2025 in ga do konca leta nismo poravnali, zato je zajet v predlogu proračuna za leto 2026 kot vračilo kratkoročnega kredita. Odbori so obravnavali predlog proračuna, kot sem že povedala, in pripomb ni bilo. Hvala. Odbor za proračun in finance, gospod Fajmot. Odbor za proračun in finance občine Prevalje se je seznanil s končnim predlogom odloka o proračunu občine Prevalje za leto 2026 ter ga podaja občinskemu svetu občine v obravnavo in sprejem. Hvala. Odbor za KCG, Matej. Tudi odbor za KCG je v času javne razprave obravnaval predlagan proračun. Ugotavljamo, da kljub temu, da je pač večina tako transfernih prihodkov kot odhodkov vezanih še vedno na popoplavno obnovo, da tudi ostale tekoče investicije potekajo nemoteno. Veseli pa nas, da je račun predvsem investicijsko naravnan. Smo ga seveda podprli vsemi glasovi za. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti, Martina, izvoli. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti je soglasno sprejel predlog proračuna za leto 2026. Hvala. Hvala. Komisija za statut in pravna vprašanja. Hvala. Tudi Komisija za statut in pravna vprašanja obravnavala predlog proračuna za leto 2026 in ugotovila, da je pripravljen v skladu z 96 členom poslovnika občinskega sveta in ostalimi pravnimi akti ter ga daje predlogu občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Svet za invalide, Rafaj, izvoli. Klopi. Tudi Svet za invalide obravnaval predlog proračuna za leto 2026 ga potrjuje in daje občinskemu svetu za sprejem. Hvala. Hvala. Dajem predlog odloka o proračunu občine Prevalje v obravnavo. Sem že imel. A gospodarstvo ni bilo. Izvoli. Ja, hvala. Tudi odbor za gospodarstvo je obravnaval predlog proračuna, ga soglasno sprejel in ga daje občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala, se upravičujem. Dajem razpravo. Bilo je rečeno že in tudi na odborih, da gre za investicijsko naravnan, gre za tretje leto sanacije po poplavah iz leta 23. 4. avgusta. Nam je še iz lanskega leta ostalo nekaj projektov, ki jih nismo mogli sprocesirati v vrednosti 5-6 milijonov evrov. To zdaj teče ta postopek, da bomo sprocesirali to, kar smo že lani začeli delati, nekaj že gre proti koncu. Za letošnje leto imamo predvidenih tudi 20 projektov za sanacijo za sanacijo posameznih cest, odsekov, plazov, tako da intenzivno nadaljujemo. Zopet je vse odvisno od tega, kdaj bomo dobili projektno dokumentacijo, kdaj bo izvedeni razpisi, izvajalce in potem seveda postopke. Še vedno je naša prioriteta Aleški most, tako kot je vsako leto bila. Jaz upam, da zdaj smo stvari v zvezi s servisno cesto rešili, tako da je z vodarji usklajena ta servisna pot mimo Gutmana pa Urne. Računam, da do konca pa nekje do sred meseca dobimo projektno dokumentacijo tudi za most že ali pa nekje, da izvedemo razpis. Da takoj, ko bo servisna pot končana, servisna pot se bo nadaljevala z izvedbo takoj, ko bojo vremenske možnosti dane.
potem pa takoj začnemo z rušenjem in z gradnjo novega mostu na Leše. Drugače pa seveda cel kup ostalih odsekov, ki smo jih že večkrat obravnavali, so zdaj prišli tako daleč, da bomo v letošnjem letu pa izvedli investicije. Zaključili smo praktično zaključili park Jezero, še nekaj malenkosti je, oprema v objekt sam in računamo, da bomo, ko bo malo bolj toplo, da bojo otroci lahko že na terenu, da bo mogoče malo ozelenelo, pa naredili eno lepo otvoritev. Smo razmišljali o tem, da bi odprli park, ne moramo kar tako odpreti zaradi tega, ker je vodni element, ker je jezero, ker so igrala, ker so določene stvari, zaradi katerih moramo imeti stalni nadzor oziroma stalno kontrolo. V parku pa seveda uporabno dovoljenje za objekt moramo dobiti, ne moramo prej štartati, tako da računam, da spomladi, ko bo sonce že malo močnejše, pa bomo naredili eno lepo otvoritev. Seveda nas čaka še otvoritev mosta pri Petrolu, tudi to bomo v nekje marc probali narediti nekatere stvari. Veliko stvari smo lani naredili, nismo jih tudi ne uradno predajali svojemu namenu, zaradi tega, ker je bilo ogromno stvari in enostavno ni bilo časa, da bi delali slavnostne otvoritve, ampak smo pustili v promet vse ceste, ki smo jih sanirali, ki smo jih obnovili. Tako da največji problem, ki ga imamo, oziroma več problemov je, največji problem je zagotavljanje likvidnosti, ker za projekte, ki niso še sprocesirani, ne moremo še izstaviti zahtevkov državi in da poplačamo gradbince za delo, ki je upravljeno, smo morali najeti kratkoročne, dolgoročne kredite, skušamo zagotoviti likvidnost in normalno poslovanje tudi društev in vse ostale, vrtec, šola, vse, kar je financirano iz proračuna. Tako da letos bo še ta motnja, če rečemo motnja, ker so volitve marca in delamo vse na tem, da bi do takrat imeli glavnino pogodb podpisanih. To pomeni sprocesirano vse, za vse projekte tudi dobiti pozitivno mnenje oziroma soglasje DTP-ja, kar nas včasih malo potegne. Zato, da bomo lahko takoj nadaljevali, da ne bo odvisno od tega, kaj se bo na državnozborskih volitvah zgodilo, ampak tudi, če se nič ne zgodi, če gre ista vlada z istimi ljudmi naprej, vseeno pomeni 3 mesece sigurno nekega premora. Če pa bojo drugačne stvari, bo pa seveda ta premor lahko daljši in problem je v tem, da če ti ne začneš delati marca oziroma april, maj, juni, juli, avgust si takoj v jeseni in enostavno zgubiš pravzaprav skoraj celo gradbeno leto. Zato je izjemno intenzivno delo tako občinske uprave, projektantov in vseh, ki pripravljajo dokumentacijo, da jo vnašamo v poročaj.si in da dobimo odprte NRP-je, na podlagi katerih se da vloga in potem dobimo pogodbe. Ko imamo enkrat pogodbe, pol imamo stvari rešene, ne glede na to, a izvajalec kasni ali ne kasni, pol sigurno vemo, da dobimo tudi finančna sredstva. Tako da ni enostavno, ampak se trudimo vsi po vrsti maksimalno. Če so včasih kakšni problemi, morate razumeti, da res so pri nas ljudje pesto obremenjeni. Ampak želimo ta proračun tudi izkoristiti tako, kot je zastavljen, to pomeni izkoristiti vsa finančna sredstva, ki so nam na voljo, ker vemo, kar bomo naredili, bomo imeli. Da tisto, na kar bomo čakali, je vprašanje, če bomo kaj imeli. Tako da naša politika je enaka, kot je bila prvo leto po poplavah, drugo leto po poplavah. Sanacijski program traja 5 let. Vsako leto bomo probali res maksimalno izkoristiti vse, kar smo v Ajdo prijavili, da bomo izboljšali standard in predvsem pa varnost bivanja naših ljudi. Hvala.
Dajemo razpravo, želi kdo razpravljati. Rafi, izvoli. Hvala za besedo. Res se bom oglasiti. Proračun je zelo dobro investicijsko naravnan. Res smo izvedli in bomo dokončali še veliko občina in vse projektov investicijskih, ki je vse v dobrobit Prevaljčanov. Tudi športna društva in kulturna društva dobijo in vsi občani dobre možnosti za udejstvovanje in jih res občina zelo dobro financira. In bom pa povedati, je pa res nekaj, da bomo hitro imeli po moje kakšne rebalance, ker bomo zaradi naslednjih podražitev, ki se bodo dogajale v Sloveniji, ki bodo tudi obremenjevale in občino in občane po celi Sloveniji, tudi občane Prevalj, bomo mogli hitro naprej z rebalance. To je pa enostavno zaradi posledice teh nesmotrnih predvolilnih odločitev vlade, ki se zdaj dogajajo. Bomo mogli to mi hitro kakšne rebalance delati. Hvala. Hvala. Še kdo? Če ne, potem dajem na glasovanje predlog odloka o proračunu občine Prevalj za leto 2026. Kdo je za sprejem odloka o proračunu? Kdo je za? Hvala. Smo pri točki 5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest, druga obravnava. Prosim, ima za kratko obrazložitev. Jaz se vam zahvaljujem, da ste proračun podprli, da bomo lahko normalno delali naprej. Hvala. Ema, izvoli. Hvala za besedo. Na podlagi pregleda stanja kategorizacije občinskih cest ter na podlagi vlog občanov so se pripravile spremembe kategorizacije občinskih cest, katere ste podrobno vsebinsko obravnavali že v prvem branju v mesecu decembru. Potem je na ta predlog Direkcija za infrastrukturo podala pozitivno mnenje, zato vam podajamo sedaj ta odlok v drugo branje in prosimo, da potrdite. Hvala lepa. Hvala. Odbor za KCG, Matej, izvoli. Tako kot prvi obravnavi, tudi drugi obravnavi odbor, da ta predlog sprememb ni imel pripomb. Hvala. Komisija za statut in pravna vprašanja, Ivan, izvoli. Hvala. Tudi komisija ugotovila po pozitivnem mnenju ministrstva, da je odlok dejansko pripravljen v skladu z vsemi pravnimi akti ter ga daje občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Dajem v razpravo ta predlog odloka v drugi obravnavi. Kdo je za? Kdo želi razpravljati? Ne želi, potem dajem na glasovanje predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest, druga obravnava. Kdo je za? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 6. Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradi članov delovnih teles občinskega sveta. Ema, izvoli. Hvala za besedo. Zakon o lokalni samoupravi je določil, da članu občinskega sveta pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali na seji delovnega telesa in ta letni znesek sejnine sme presegati 7,5% plače župana. Zaradi tega smo pripravili spremembo pravilnika in sicer 7. člena, tako da smo uskladili te določbe za zakonsko določbo in omejili ta letni znesek. Občina je sicer že na podlagi uveljavljenega zakona od leta 2012 naprej upoštevala ta določila, sedaj gre zgolj za formalno uskladitev z zakonom. Hvala lepa. Hvala. Zdravko, izvoli. Odbor za proračun in finance je obravnaval ta pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev ter se z njim strinja in ga predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala. Komisija za statut in pravna vprašanja, Ivan, izvoli. Hvala. Tudi komisija je obravnala ta pravilnik in ugotovila, da je pripravljen z vsemi pravnimi akti ter ga daje občinskemu svetu v sprejem.
Hvala, dajem razpravo. Želi kdo razpravljati o pravilniku o spremembah? Ne želi, potem dajem na glasovanje predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah. Kdo je za? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 7, elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2026. Prosim Meta za kratko obrazložitev. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Pred vami je elaborat za določitev oziroma oblikovanje cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2026 in sicer gre za oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne vode, čiščenje odpadne vode ter storitve povezane z čiščenjem greznic. V skladu z zakonodajo, ki se je v preteklem letu spremenila, smo pripravili ta elaborat. Izhodišča za oblikovanje cen je naše izvajanje oziroma finančno poslovanje v obdobju 1-9, dejansko stanje plus predvidevanje do konca leta in predvidevanje za letošnje leto. Elaborat smo morali oblikovati že v preteklem letu v skladu z zakonom, ki je bil lansko leto sprejet, zaradi tega je toliko predvidevan. V njem smo sicer upoštevali že stroške, ki so se lansko leto povečevali, to je stroške plač in stroške dolgotrajne oskrbe, pa seveda zimskega regresa. Moram pa opozoriti, da v tem še ni predvidene povišanja plače, kot jo je sprejel minister Mesec v začetku letošnjega leta. Se pravi, cene se delijo na dva dela, in sicer na omrežnino, ki vsebuje najemnino za infrastrukturo, ki je v lasti občine, pa pri pitni vodi gre še za odškodnine. Pri variabilnem delu pa gre za storitve, se pravi stroške izvajanja naših služb, zato da pride pitna voda do posameznika. V njem so tako posredni kot neposredni stroški ter stroški izvajanja storitev ter vodnega povračila, ki ga je prav tako v lanskem letu država nekoliko povečala. V skladu z navedeno se potem pri fiksnem delu stroški oziroma ta najemnina razdeli med število vodomerov, ki jih imamo v občini, in njihove velikosti. Se pravi, po nekem matematičnem modelu se ta strošek razdeli. Pri variabilnem delu, pri pitni vodi gre izračun na tak način, da se vsi stroški izvajanja službe seštejejo ter razdelijo med prodane količine pitne vode. Pri odvajanju in čiščenju odpadnih vod pa seveda glede na količino odpadnih vod, ki pride v kanalizacijo in potem na čistilno napravo. Strošek čiščenja greznic je nekoliko drugače, se izračunajo, odzame se del storitev pri čiščenju odpadnih vod in se potem pri omrežnini preračuna na število greznic, ki jih imamo in ki jih enkrat na 3 leta očistimo. Kadar gre za več potrebe čiščenja, pač potem posameznik oziroma lastnik stavbe plača sam. Elementi elaborata so usklajeni z zakonodajo, v njemu so tudi primerljiva območja iz preteklih let tudi z letom 2025. Primerjavo smo naredili tudi z okoljskimi, se pravi koroškimi komunalnimi podjetji, tako da tudi ta razdelitev je. Prikaz je razdelitve splošnih stroškov, s katerimi upravljamo, in sicer te splošne stroške delimo glede na delež neposrednih stroškov posamezne službe v skladu z računovodskimi standardi, pri tem pa izvzamemo državno takso in vodna povračila.
na koncu koncev izračunamo ceno, ki je predlagana, in sicer smo predlagali na tak način usklajeno z občino, da se cene samo za malenkost dvignejo in se v bistvu subvencija strani občine nekoliko poveča. Tako da ne bi prihajalo v tem trenutku za bistvena odstopanja. Tako da toliko za enkrat. Hvala. Hvala, Odbor za proračun in finance, Zdravko, izvoli. Jaz bi, če lahko, nekoliko daljšo razpravo imel, pa pol na koncu povedal zaključek. Včasih me nekateri člani občinskega sveta vprašajo, ti si pa to pregledal, pa je verjetno v redu ali ni v redu. Predvsem bi hotel, da bolj poenostavljeno nekatere stvari predstavim, pa ne zato, da gospa direktorica je pač to predstavila tako, kot je po stroki prav. Če čisto, da se razumemo glede te omrežnine, teh 281 000 evrov občina zaračuna komunalnemu podjetju, ki mora nam plačati kot najemnino, in imamo mi na prihodkovni strani v proračunu prihodke od najemnine, to je ta višina amortizacije. To amortizacijo pol seveda razdelijo na teko, kar je priključkov preračunano na eno enoto, in teh je okoli 2230. Zdaj, seveda, tu je problem. Če bi bilo več priključkov, pol se ta masa, ko se deli na več enot in pride cena na enoto manjša. Tu se nam je že zgodilo pred leti, da smo dodatno investirali in v proračunsko bilanco tudi že vključili nekatera območja, ki smo jih komunalno uredili, pa nismo dodatno povečali število priključkov, na katere bi lahko obračunavali. Tudi zdaj še ni obračunan, recimo, popoln ali pa izvedeni niso priključki na stražišču, ko smo pred leti investirali. Niso izvedeni vsi priključki na Malinek, vemo. In v zvezi s tem, sicer to pol neposredno vpliva na ceno, ki jo bomo za občane mi krili za subvencijo, za druge pa ne. Jaz bi rekel, da moramo za prihodnje razmisliti o tem, da ločeno na to vsaj uredimo zadeve v tistem delu, ko obračunavamo nadomestilo za stavbno zemljišče, da če je neko zemljišče stavbno opremljeno in se obravnava kot stavbno, da bo nekdo pač, če tudi ne bo se priklopil, ker se je dolžen po odloku priklopiti tam obračunan. No, to je recimo en predlog, na kak način bi to število enot povečali. V vsakem primeru pa se morajo vsi priključiti, ki imajo to komunalno urejeno. In tu je zdaj seveda pride do tega, da pravzaprav vsej občani ne bojo več plačali, kot pa so do zdaj, na drugi strani pa seveda za nekatere gospodarske subjekte pa pomeni nekoliko višjo priključnino. To je en del, drug del je povezan na neposredno kubituro ali pa porabo, ki gre skozi števce. Tistega je načrtovanega recimo celka 275 000 in ko to razdeliš na vse, pač pride do tega, kakva je cena na kubik. Tu se nam zdaj tudi dogaja pravzaprav en absurd skozi, ne. Če iz 275 smo znižali porabo na 265, ampak ker je porabljen na sredstva za vzdrževanje celega sistema, so pa taka, kakršna so, torej, če zmanjšuješ spet porabo, se cena na enoto rahlo povečuje. In iz tega razloga, recimo jaz malo preračunal, se za okoli 3% zmanjšajo količine za tej, ko se za to poveča. Poleg tega se pa še poveča cena za okrog 11%, tako da skupno pride tistih 14%. Tu smo že večkrat govorili o tem, da bi bilo treba sam sistem
obračuna, ker tudi tisti stroški so bolj kot ne fiksni, spremeniti. Država je zdaj neke zadeve spreminjala, ki pa nimajo nobenega takega, bom rekel, ekonomskega učinka, pač pa imajo predvsem tak lepotni učinek, da morajo iz napovedi tudi zbliti. No, podobno je pri kanalščini, tam je porabljena količina načrtovana, ker ste tabele sigurno gledali, pa vidite, da ni enaka kot v prevodi, zato ker niso vsi gr priklopljeni. Tam bomo pa morali tudi razmisliti o tem, ker del delovanja čistilne naprave v smislu elektrike pa vsega tistega je pa stroškovno obremenjen tudi z čiščenjem vseh meteornih vod. In ni nobenega razloga, da kompletno vse stroške tam nadamo, ampak bo treba del drugače pokrivati. Jaz bi pač rekel, da se to pri načrtovanju naslednjih sprememb upošteva, bi pa bil za to tudi, da sam nekoliko sodelujem, ker tisti, ki pa so povzročitelji tistih meteornih vod, pa vemo, da se posebej ta sredstva zbirajo in niso isti porabniki, kot pa porabniki na vodi. Nekoliko več sem zdaj o teh stvareh govoril, se upravičujem, ampak da lahko na koncu zagotovim, da so vhodni podatki pravi zato, ker so pravzaprav narejeni na osnovi revidiranih bilanc poslovanja komunalnega podjetja, a ne, izračuni so pravi, ker so po tistih metodologijah, ki zdaj veljajo, in Odbor za finance in proračun predlaga občinskemu svetu, da vse te ali pa ta celotni elaborat sprejme, obravnava in sprejme. Zdaj pa zato ne bom pol svoje razprave imel. Hvala. Hvala. Odbor za KCG, Matej, izvoli. Tudi člani odbora za KCG, tako kot nas sosvetnik Škufca, ugotavljamo, da je eno edino dejstvo, da če ne bi prišlo do teh vehementno čudnih odločitev vlade glede davčne politike in dodatnih obremenitev bruto plač skozi vsa ta leta, bi se neto plača večala in bi bila minimalna plača že več kot eno leto čez 1000 evrov in ne bilo pritiska na te cene. Cene bi ostale iste, v teh podražitvah danes ne bi govorili, neto plače bi bile večje. In pa kar je direktorka še prej ni navedla, ta zadnji ukrep, mesecev ukrepa, ki pa ga je navsezadnje tudi sprejela vlada, pomeni pa še dodatno 14% podražitev. Ponovno smo, tako komunalno podjetje kot občinski svet in na koncu naši občani, talci nekih popolnoma slabih odločitev te slabe vlade. Na samo vsebino elaborata, da ne bo kakšne pomote, sam odbor ni imel pripomb, in pač tu imamo zavezane roke, nismo imeli kaj drugega, kot pa ga podpreti, ker strani komunalnega podjetja je bil pač dobro pripravljen. Hvala. Komisija za statut in pravno vprašanje. Ne, Odbor za gospodarske dejavnosti še prej. Tudi odbor za gospodarske dejavnosti obravnava elaborat, ga sprejel in ga daje občinskemu svetu obravnava in sprejem. Hvala. Dajem v razpravo predlog elaborata o oblikovanju cen. Berni, izvoli. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem. Bi izkoristil priliko, pa bi gospod direktorico vprašal, koliko pa imamo mi delavcev, ki so na minimalni plači na KPI-log. To je 2. Aha, ni to grozno. Pa, ko mogli besedo, bi pa še kolega Matejo odgovoril, da po novi vladi bojo minimalno plačo znižali za 50%, kar pomeni, da se bojo vse cene znižale. Teda ne se bati. Bojo se, da bo se vse cene znižale, ko zdaj se bo vse podražilo. Jaz mislim, da ga ni onaka, ki bi znižil minimalno plačo. Tam še. Izvoli, Martina. Hvala. Mi smo že zadnjič na odboru za finance želeli, da bi dobili informacijo. Super je tabela pripravljena, 52 evrov, pride zdaj na 4-člansko družino.
Nismo pa dobili podatka, koliko v bistvu zdaj bomo mi plačali pravzaprav za to, koliko bo financira oziroma prispeva občina, to smo se možda želeli izvedeti. Nova cena je 52 evrov, koliko bo pa resnično za občane? 3,42 evra več. To je podražitev, ne pa koliko bo občina več prispevala kot pa lani. Tisto bomo pa šele po prvem mesecu videli, kako bojo zaračunali. Ja. Bomo vam povedali naslednjič, ko bomo jo zračunali, točno. Zdaj, cene, če pogledamo, zakaj smo toliko dražji od Slovenj Gradca pa Raven, samo me zanima. A mogoče li zaradi tega, kar je gospod Fajmut prej govoril, glede na število enot priključenih, to bi pa mogoče direktorica. Hvala. Ja, tako kot sem že razlagala, na kak način se delijo stroški. Treba je vedeti recimo pri vodovodu, da pri fiksnem delu, da imate ogromno novega vodovoda in večja je vrednost infrastrukture, večji je strošek omrežnine na enoto. Pri ostalih stroških je pač tako, ker smo mi sicer vitka uprava, je vendarle jasno, ali pri večjem številu odjemalcev se ti stroški na več razdelijo, pri manjšem številu pač na manj in seveda je logično, da je po de facto je potem ta strošek večji na posamezne enote. Ko primerjamo Slovenj Gradec, ne vem, njihova slovenjgraška čistilna naprava je stara, ne vem, zdaj že morda 25 let, ali naša je stara pa 3 leta, ali tudi to je razlika, ali odjemalcev bistveno več, Amortizacija vpliva in novejšo, ko imaš večja amortizacija vpliva na ceno. To je to. Vsako leto bo manjša amortizacija. Izvoli. Ja, hvala za besedo. Tako je že omenila gospa direktorica, pa tako je že omenil že prej gospod Pečnik, glede na to, da je bil elaborat lansko leto pripravljen, da je mogel biti lansko leto pripravljen, lahko občani zaradi predvolilnih cukrov v letošnjem letu še enkrat pričakujejo dvig ne samo komunale, ampak vsega. To bomo videli. Zdravko. No, jaz bi rekel, ko gledam cene ostalih občin, nikoli niso primerljive, ker je gostota tista, ki je najbolj pomembna, ker imaš veliko večjo porabo. Tule bi najbolj idealno bilo, če bi imel recimo občino Javornik. Na malem območju 3500 občanov, ki porabi pol teko kot celo Prevalje. Na malem območju tako ogromno število priključkov in tako naprej. Amortizacija je tista, ki jo občina po zakonu v obliki najemnine mora zaračunavati, imamo pa to možnost in to je treba povedati še enkrat, ko govorimo o podražitvah, da se neposredno nič ne podraži za gospodinjstva, ker vso razliko nazaj bilančno prevzame občina, bo pač sicer teko najemnin zaračunala, ampak na odhodkovni strani bo pa imela odhodke za subvencioniranje in se bo tu delo pobod računovodski na komunalnemu podjetju, ki je pa to dolžno obračunavati. To zdaj nima nobene veze z bombončki ali pa s čokolado, ker jaz bi podrejši, ampak je to tako. In bolj, ko so problemi, bolj, ko nekaj novega zgradiš, večja vrednost ohranjati jo moraš. Bistvo ekonomije je ohranjanje vrednosti. Pa na koncu
da ne bom jaz svojega primera govoril, kaj manj investirati v to, da iz kitkoga lesa dota dobim, pa da vodohram vzdržujem, pa vse tisto, ali pa kjerikoli, ko je zasebnik. Ni to tak velik denar, je pa seveda veliko, ko skupaj si šteješ vse komunalne storitve, a ne, pa jih je za 50 evrov. Samo zdaj si jaz tak predstavljam, ne bo tak velik problem, če bomo tudi plače dvignali, ker bo pol izhod tudi plača. Hvala. Hvala. Pupi, izvoli. Hvala za besedo, župan. Jaz pa kaj, ker sem prej razumel, da se bi naj na komunalnem podjetju zvignila samo minimalna plača, se pravi z dvejam, ali bo mogoče sorazmerno tudi ostalo šlo gor, ker pa to ni več malo. Če lahko direktorca odgovori. Ja, treba se zavedati, ko enkrat dvigneš minimalno plačo, da ne porušiš razmerja, moraš normalno sorazmerno dvigati plačo. Ni logik, mislim. Ne, podplačnik nista samo dva. Celota je, ja. Celota je. 6 plačilnih razredov je pod minimalno. Ja. Tudi tisti, ki so nad tistimi, ki so razmerno. Dobro. Vsi si zaslužijo dobre plače in vsi si zaslužijo plače, s katero lahko človek normalno preživi. To bi mogli biti osnova, ne samo zdaj šli minimalna plača. Plača, ki je potrebna za to, da človek, ki normalno, zaposlen človek lahko normalno preživi svojo familijo. Normalno, to pomeni normalno, da tudi koristi dopust, da si privošči tudi kaj drugega, ne pa da je samo delala. To bi mogla biti osnova in se nehajmo ukvarjati z minimalno plačo. Tista plača, ki je najnižja plača, mora biti taka. In potem tudi ne bo te bolelo nekdo, ki je bolj odgovoren, ima višjo plačo. Normalno, da ima. Se tudi plače, ko gre minimalna plača gor, gre tudi ostale plače gor zaradi tega, ker drugače se popolnoma poruši se razmerje. Ja. Izvoli. Bi samo dodal, da ne bo kdo mislil, da sem jaz proti minimalni plači. Jaz pravim, da en delavc, tako je župan rekel, si mora zaslužiti tek, da si lahko prvoši še malo kaj več, kot pa tisto minimalno plačo. Ampak dal sem na primer zaradi tega, ker je gospod svetnik vprašal, sta to samo dva in za dva to ni strošek, ampak to ni dva. To potem potegne vse od zadaj. Po redu. Ok, še kdo tu? Ne. Potem zaključimo in dajem na glasovanje, kdo je za sprejem predloga tega sklepa, kdo je za. Vsi za. Župan. Hvala. Smo pri točki 8, DIP in IP po naravnih nesrečah v letu 2023, en DIP in en IP, prosim kratko, Danilo. Malo posluha, prosim. Smo pri DIP-u in IP-ju, itak imate pred sabo to. IP je potreben, ker je vrednost celotna nad 500 000 evrov in sicer gre za plast na cesti Ravne Navrški vrh pod kraj Žagarjev mlin, pa vsad pri hišni številki Zagrad 63. Pri Zagrad 63 je predvideno oboje stransko obrežno zavarovanje potoka, nov prak v potoku, in tudi sanacija vsada oziroma plazu in nov nasip pri tej hišni številki. Na cesti Žagarjev mlin pa je predvidena sanacija ceste z odvodnjavanjem, asfaltiranjem, vse to v dolžini cirka 810 metrov. Skupna vrednost projekta je 876 000 evrov in sicer so to predvidena sredstva z MNVP-ja v redni program. Seveda ob predpostavki, da bo občina pridobila sofinanciranje ze strani države, se tudi gre v realizacijo projekta. Toliko na kratko. Hvala, odbor za KCG. Matej, izvoli. Odbor za KCG na sam DIP in IP ni imel pripomb, glede na to,
pač na katerem področju in kaj se bo izvajalo, bilo je pač samo rečeno, da je potrebno pred začetkom del dopolniti dokumentacijo z soglasjem DRSV-ja. Hvala. Odbor za proračun in finance, Zdravko, izvoli. Je tudi obravnaval DIP in tudi predlaga, da se v vsebini, kot je predložena, sprejme na seji občinskega sveta, pa da še tisti dodatni sklep zmin sprejmemo za to, da se župana povlača za te popravke oziroma usklajevanja, če so potrebna v okviru te vsebine. Hvala. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Izvoli. Jaz bom sam rekel, jaz imel pač pripombo na DIP na odboru za KCG, ker ni upisano nikjer soglasje DRSV-ja. In to je treba pač dodatno upisati, soglasje DRSV-ja in tudi potem priložiti v dokumentacijo v poročje.si. Mora biti to soglasje DRSV-ja pripeto. Drugače pa to, mislim, da ne bi dobili zavrnjen DIP strani MNVP-ja, je to treba opisati notri v DIP. Hvala za opozorilo. Mi pri teh stvareh, ki se vežejo na vodotoke, vedno imamo, projektant pokliče tudi VGP oziroma vodarje, da pridejo DRSV, da pridejo na teren pogledati. In projektant projektira v skladu z pogoji, ki jih vodarji dajo. Tako da mislim, da bomo soglasje dobili, glede na to, da je usklajeno. Moramo ga pa imeti, ja. Mora biti, ga bomo pisali, bomo to popravili. Hvala. Še kdo? Če ne, dajemo na glasovanje z temi pogoji. Se je bilo že prej rečeno, da lahko. Kdo je za sprejem tega sklepa? DIP-a, IP-a, vsi za. Hvala. Smo pri naslednji točki. Izvedbeni načrt kulture občine Prevalje za leto 2026. Razlagalec bo kar Ivan, izvoli. Hvala lepa za besedo. V imenu odsotne predsednice komisije, gospe Brložnik, bom upravil kratko obrazložitev. In sicer izvedbeni načrt kulture za leto 2026 predstavlja podlago za realizacijo proračunskih postavk na področju kulture. Določa kulturne dejavnosti, programe in projekte, ki so sofinancirani iz javnih sredstev in obseg sredstev, ki so za ta namen zagotovljena v proračunu občine. Vrednost izvedbenega načrta v letu 2026 znaša 704,06,19 evra, od tega so to javni zavodi na področju kulture financirani preko neposrednega poziva in sklenjanja pogodbe o sofinanciranju. Potem so še dodatni programi in projekti ljubiteljske kulture na podlagi javnega razpisa in pa investicije in ostale vsebine z področja kulture pa bo občina izvajala v skladu s prijetim proračunom, ki smo ga sprejeli. Komisija za kulturo izvedbeni načrt kulture je sprejela dan 19.1.2026. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti, Martina, izvoli. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti je sprejel izvedbeni načrt kulture za leto 2026. Videli smo, da je znesek letos zelo visok, okrog 700 tisoč evrov, in pa od tega je namenjeno za Brusnikov bajtu čez 300 tisoč evrov. Hvala. Hvala, dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Izvoli. Hvala lepa. Jaz glih tule pod točko 5.3 gledam kulturno-turistične storitve in pod termin piše samo februar. Bi mogoče lahko za kako, ko je fiksen datum, da bi se še točno datum na tej projekt zraven napisal. Ne sam februar, ampak recimo 6. februar, da se malo bolj ve. Hvala lepa. Še kdo? Če ne, dajem na glasovanje. Kdo je za sprejem izvedbenega načrta kulture za leto 2026? Kdo je za? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 10, letni program športa občine Prevalje za leto 2026. Prosim, Matej, za kratko obrazložitev, predsednik komisije za šport. Letni program športa je podlaga za razdelitev
sredstev tako športnim klubom kot društvom, kot za programe predšolske in šolske vzgoje. Na komisiji je bil ta program obravnavan, kot je že predsednica Komisije za kulturo rekla, je tudi ta v vrednosti 170 000 evrov, bil je podprt strani komisije in isto predlagam občinskemu svetu. Hvala. Martina, izvoli, Odbor za družbene dejavnosti. Odbor za družbene dejavnosti je sprejel program športa za leto 2026. Bili smo zadovoljni, ker je predvsem oziroma ogromno namenjenega za otroke in pa za starejše, za šport starejših. Hvala. Hvala. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Izvoli. Ja, hvala za besedo. Jaz bi pri športu tole pod točko 6 je šport starejših, to bi pohvalil in udeležence in občino. Udeležence zato, ker res redno pridno obiskujejo, imamo veliko število starejših, ki se udeležujejo teh rekreacij, telovadb, pa tudi to, da imajo vadbo na proste možno, da imajo zunanji fitness, da imajo plezalni center, da imajo res raznolike vadbe, no, da lahko res marsikaj izkoristijo. To je, kar se tiče alineje 6, me pa zanima tudi alineja 9,1 pump track. Vidim, da je na parceli 161/17 pa 162/12, pa me zanima, da obe parceli so izključno za pump track namenjeni ali je tam še prostor za kaj drugega. Hvala lepa. Za plezalnim centrom, med plezalnim centrom in trgovskim centrom je prostor, ki je delno namenjen pump tracku. Tisti prostor od zadaj, drugače bo pa še nekaj igrišč, tudi nogometno igrišče na naravni travi, pa še druga igrišča pa igrala učilnica na prostem, tako da v tistem prostoru pa ograja se predstavi, v tistem prostoru bo še kar nekaj stvari, ni pa še vse fiksno dorečeno, ampak bo. Pump track je pa en del, mislim, da bo zanimiv in dovolj. Še kdo? Če ne, dajem na glasovanje sprejetje letnega programa športa. Kdo je za sprejem? Vsi za. Hvala, smo pri točki 11, odpisi. Prosim, Veronika, za kratko obrazložitev. Župan je imenoval inventurno komisijo. Komisija je opravila popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja na dan 30.11.2025 in pripravila predloge za odpis tako drobnega inventarja kot osnovnih sredstev. Iz dokumentacije je razvidno, da so vsa osnovna sredstva že amortizirana in ves drobni inventar je že odpisan, tako da je sedanja vrednost nič. Poleg tega so še popisali terjatve in predlagali odpis terjatev na dan 31.12.2025, gre pa v večini za obresti. V primeru, da damo na obroke odplačilo komunalnega prispevka, potem pri zadnjem odplačilu je potrebno, da zaračunamo obresti, jih pa kot fizične osebe občane oprostimo, vseeno pa moramo te obresti naknjižiti in s predlogom odpisa terjatev se potem te obresti odpišejo in občanom ni potrebno to plačati. Gre pa za skupno v višini 1921 v letošnjem letu. Hvala. Odbor za proračun in finance, Zdravko, izvoli. Proračun in finance je oba predloga obravnaval in tudi za oba predlaga, da se sprejmeta na občinskem svetu tako odpis drobnega inventarja in osnovnih sredstev, ki so amortizirana, kot tudi odpis terjatev, ki so, kot je povedala finančnica, iz razloga v bistvu bolj obračunskih razlogov, kot pa stvarnih terjatev. Hvala. Hvala, dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne, potem dajem na glasovanje ta dva sklepa za odpis. Kdo je za sprejem? Vsi za. Hvala.
Smo pri točki 12. Predlog sklepa o določitvi višine finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov za leto 2026. Prosim, Ema, za kratko obrazložitev. Hvala za besedo. Na podlagi pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov občine Prevalje smo določili višino finančnih sredstev za delo teh svetniških skupin in samostojnih svetnikov za leto 2026 in sicer znaša 18.966,70 evra, kar pomeni 1115,69 evra na posameznega svetnika. Predlagan znesek je usklajen s sredstvi, ki jih pridobijo politične stranke, ter je skladen s planom svetniških skupin in samostojnih svetnikov za leto 2026 in skladen tudi s proračunom za leto 2016. Hvala. Hvala. Zdravko, Odbor za proračun in finance, izvoli. Je obravnaval predlog o določitvi višine finančnih sredstev za delo svetniških skupin in ga v celoti predlaga občinskemu svetu obravnavo in sprejem. Hvala, dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati? Ne želi, potem dajem na glasovanje. Kdo je za sprejem predlaganega sklepa? Vidva sta vsi za. Hvala. Smo pri točki 13, premoženjsko-pravne zadeve. Prosim, Ema, za kratko obrazložitev. Hvala za besedo ponovno. Imamo 3 točke pri premoženjsko-pravnih zadevah. Prvo je sklep o soglasju sklepanih pravnih poslov izven načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2026. In sicer občinski svet vsako leto sprejme v sklopu proračuna tudi načrte ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki so sestavljeni iz načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem in načrta pridobivanja nepremičnega premoženja. Na podlagi zakona, ki dopušča to določbo, smo pripravili sklep, s katerim občinski svet dopusti, da se do določenega zneska sklepajo pravni posli tudi izven teh sprejetih programov. In sicer v sklepu predlagamo, da občinski svet v letu 2026 dovoli sklepanje pravnih poslov izven programov do skupne višine 20.000 evrov za vsak program. Hvala, to je prva točka, potem pa še imamo 2 ukinitve javnih dober. Ena se nanaša je v katastrski občini Jamnica, druga v Zagradu. V obeh primerih pa gre za to, da ta zemljišča niso več v funkciji javnih cest in zato predlagamo, da se ukine in lahko potem razpolagamo s temi nepremičninami. Hvala. Hvala. Odbor za KCG, Matej. Lahko za vse 3. Kot je že pravnica navedla, gre pri vseh 3 zadevah zgolj za formalno pravne zadeve in smo vse 3 zadeve podprli, enako predlagamo tudi občinskemu svetu. Hvala. Odbor za proračun in finance, Zdravko, izvoli. Hvala. Mi tudi za vse 3 točke predlagamo, da se sprejmejo v predlagani vsebini. Hvala. Hvala. Ivan, izvoli, Komisija za statut in pravna vprašanja. Hvala lepa. Tudi komisija ugotovila, da so vse 3 točke usklajene z upravnimi akti in ga daje občinskem svetu v sprejem. Hvala. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem na glasovanje sklepe pod A, B in C. Kdo je za sprejem teh sklepov? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 14, pobude in vprašanja. Berni, izvoli. Ja, hvala za besedo. Jaz sem že kar nekaj cajta nazaj opozarjal za neke stvari glede cestnega prometa pa varnosti. Prvo je bilo, hočemo da se ni nič premaknilo, prvo je bilo gledalo pred Tušo, izvoz Tuš, to sta niti čudno staro, odkar sem predlagal. Drugo pol je ta na pol izbrisan prehod pred Cvetlečarne Iksija, da nam reč spet Fuksija. Tam je nerodna zadeva. Otroci hodijo in po enem in po drugem. Vprašanje se mi poraja, kaj se bo zgodilo, če bodo na testem prehodu, ko ne bi bil prehod povožen slučajno. Dajmo tega zbrisati. No. To je pa najstarejša stvar, je pa ta cesta na presoje od Hartlice do zdravstvenega doma.
To sem pa že pred 2 letom že 3-krat upozoril. Na začetku tu, ko se gre gor, je znak, iz kere strani kdo ima prednost, iz druge strani ga pa ni. To pomeni, da oni ne ve, da imaš ti prednost, ko se gor pelaš. In se nerodne zadeve dogajajo, razna razborjena. Tretja stvar je pa malo bolj kompleksna, je pa vprašanje glede OPN-ja. Jaz vem, da OPN se ne sprejema vsako leto ali pa vsak mesec ali pa na pol leta, da to je postopek, ki traja. Vem, da ta postopek tudi stane. Res je tudi, da večji del tega stroška se pol nam bo vrnil skozi komunalni prispevek. Vseeno bi pa vprašal, ker pač občane zanima, eni čakajo že kar nekaj let, imajo svoje zemljišče pred hiši, pa ne more otrok svojo hišo zgraditi. Približno terminski plan, kdaj bi lahko to bilo. Mi vemo, da občinska, vse dela, kar so bile z občinske strani, se nekje zdaj so se začele urejati. Zdaj nas čaka pa še drugi težji del, tam je pa država. Tam sta pa 2 ministrstva, ko sta med sabo tepeta. To je kmetijsko pa ono drugo, a ne. Mogoče, če znaš župan povedati na prst, ali pa kak davod smo, še enkrat ponavljam, vem, da to ni od danes do jutra. Hvala lepa. Zelo intenzivno pripravljajo pripravljavci OPN. Računam, da nekje v naslednjem letu bomo imeli javno razgrnitev in tudi sprejem. In bi šlo pa to v realizacijo. Sprejem. Ne, Ljubljano gre že zdaj, pripravljavci že zdaj kontaktirajo ministrstva in določene stvari. To bojo zapeljali. Jaz pravim, da bomo nekje v naslednjem letu imeli že javno razgrnitev in sprejem na občinskem svetu državnega prostorskega načrta. Ne, mislim, problemi so tako ali tako, kar bomo uspeli, kar ne bomo uspeli, zaradi tega ne bojo roki se podaljševali, ampak računamo, da mogoče že sredi naslednjega leta, da bomo imeli OPN na mizi. Ampak to je odvisno od pripravljavcev, pa odvisno od ministrstev, ampak zdaj delamo s polno paro. Kar se tiče ceste proti železniški postaji oziroma prehoda za pešce, cesta se projektira, cesta gre v obnovo, ampak od krožišča naprej. Tako da tudi tisti del pride v rekonstrukcijo. Ja, bomo videli, kaj bomo lahko zdaj naredili, ampak drugače se bo že zelo hitro štartalo z izgradnjo. 5 minut ni, veš. To je tako, veš, ko je prinesel krojaču obleko za pofikati, vse to bo 5 minut dela. V redu, bomo videli, kaj lahko naredimo zdaj, ko bomo obarvali. Še kdo? David, izvoli. Hvala. Jaz imam pa pod pobude 2 stvari, in sicer bi prvo prosil župana, ker se vidi, da se gre pri stari grafiki že nekaj premika, če bi lahko za eno kratko obrazložitev. Drugo imam pa to, in sicer ker jaz sem se izpisal datume, ker sem zasledil, in sicer 6. februar imamo v družbenem domu stand-up. 6. marc imamo koncert v družbenem domu, 19. marc imamo spet stand-up v družbenem domu. To, kar sem zadnjič na odboru že isto povedal, bi prosil, da se ti datumi, kar se dogaja v telovadnici pa v družbenem domu, da se bolj objavljajo gre na občinski spletni strani pa na Facebook profilu občine Prevalje. Hvala lepa. Kaj je prvo? Kar se grafike tiče, lastnik je sprožil rušenje objekta, tako da v prvi fazi se objekt ruši, projektna dokumentacija, potem bo pa lastnik oziroma investitor videl, kako in na kak način naprej. Smo pa videli že idejne, zruši se do konca. Ja, je zasebna investicija in zdaj je inšpektor tako daleč pripeljal, da je mogel, da so že kazni tako visoke, da se ne splača čakati več. Treba porušiti, ker je bilo nevarno.
Kako bo pa naprej, bomo pa videli. Ja. Še tistega tudi. Še kdo od pobude in vprašanja? Če ne, smo to točko zaključili. Pod točko razno. Berni, izvoli. Ja, sem čakal na točko razno. Prej na oni točki, ko smo obravnavali komunalno, smo začeli državno politiko, teda mislim, da tam ni bolj najbolj pametno. In po točko razno, pa mogoče lahko kjer kaj oglasi. In jaz bi vsem testom povedal, ko ljub skačete zaradi povečanja plač, da vam samo informativno povem, pa ne bom o decimalkah govoril, bom samo na okroglo. Naši proračuni so se tudi kar bistveno že podražili. Glede, do leta 2020 je bilo 9 milijonov, bom govoril na okroglo. 21 smo imeli 12 milijonov, 22 15 milijonov, 23 smo imeli že 34 milijonov, 24, tiho prosim. Prosim. Vse ni važno, tek smo dobili. Se ga nam ni bedni z neba dal. 24 smo imeli 29, pol smo imeli lansko leto 26, zdaj imamo pa 35. Res, da so bile to poplave. Mateja, lahko zdaj jaz govorim, pa už pa ti. Res je, da to so bile poplave mes. Samo tudi tete gnar, ko je prišel od poplav, ni z neba padel, ga država mora nekje vzeti. Hočem povedati, da se vse premika. Saj ni samo Slovenija, ko cene rastejo, pa plače rastejo. Francozi imajo 5.000 evrov plače, perja pa 15 evrov. Na koncu se vprašaš, kjer mu boljši gre. Ali pa Srbi, ko imajo 400 evrov plače, pa per pa 50 centov življenja. Teda bi rekel, vse skupaj je živa stvar in to raste, pa se spreminja. Bi mu plače razdignili, tam se vraste in tak naprej. No. Teda eramo z politike, tiste, kar ni kar ni naša. No. Hvala. Dejstvo je pa, najbolj se pozna, če je davčna obremenitev čim nižja pri plači, tem več ti ostane in je manj treba subvencij in vsega. Država je draga, za eno država si več vzame, druga si manj vzame, odvisno od socialnega standarda. Mala država je pa vedno dražja kot velika država. Ker prej na oni točki v komunali ni imel uvezo ta politika. Podrazno pa lahko mogoče kjer rečemo, bo dan smo bili še kar hitro konc. V redu. David, izvoli. To je pa res. Jaz bi samo eno hitro repliko gospodu Pačniku, da če se čez 10 minut zapele grta v Avstrijo, da bo videl, da je avstrijska vlada znižala davek na živila, ne pa zviša minimalne plače. Hvala lepa. Počakamo še malo, do volitev je še koliko mesec pa pol. V redu, če nimamo po točko razno kaj več, izvoli, Pupi. Klopi si. V redu. Vrnil bi se nazaj, sicer je to pobuda, ni to v nek zaparto, ono tam, ko je X je bila, še ni postavljena, sicer a ne bo je več. Dobro, no, hotel sem informacijo, ko še